Kot rečeno, knjiga ima tak naslov, da vas malo pritegne. V osnovi pa je šlo to, da je to razširjena doktorska disertacija, kjer sem se ukvarjal, sem želel iskati neko razliko, v čemu so Združene države Amerike različne od Evrope. V zadnjih letih se, ko se govori o Zahodu kot neki homogeni enoti, se mi vedno bolj zdelo, da ta samoumevnost ZDA je zgolj samoumevna, ki je pred nami, s tem pa v bistvu se mnogi niti ne ukvarjajo, ker se jim zdi bolj zanimivo kaj drugega in s tem zgubljamo neko veliko področje tega, da sploh vidimo, koliko smo mi odvisni od ZDA oziroma kako nas je ZDA na nek način kolonizirala. Ko sem to iskal, sem prišel na koncu do enega enostavnega pojma, ki je tudi danes vse prisoten in povsod ga lahko dobimo in toliko manj tudi razložen, in to je pojem kultura. Iz tega ven je pol nastala ta knjiga, ki je hkrati neka razmerje, kako so nastale ZDA in zakaj v njihovem procesu oblikovanja naroda nimamo kulture, v nasprotju z Evropo, kjer v bistvu moderni čas razumel kot oblikovanje narodov skupno preteklostjo, kjer je kultura nek temeljni pojem. Zato pa sem v bistvu razvil še zgodovino pojma kulture od Rima naprej, da sem nekako pokazal, kako ta pojem tako drugače zaznamuje tisto, kar poznamo kot Zahod. V tem smislu bi lahko rekel, da je knjiga, koliko bi rekel, lastna hvala, je na nek način želi res odpreti neko področje, ki pri nas zelo ni prisotno, se ga ne obravnava in želi biti kot nek učbenik, ampak če rečem učbenik, ponavadi bi rekel, da je to nekaj dolgočasnega, hoče biti nek učbenik, ki bralcu prijazen, na enostaven način predstavi neke temeljne pojme. Torej, kaj so sploh ZDA, kako se oblikujejo in to ne v dobrem in slabem, v vseh možnih oblikah in iz tega vidika tudi pojem kultura, ki danes v svojem pomenu pomeni vse.